En lepo zdrav, dobrodošli v tokratni epizodi podcasta Inspiracija, ki ga tokrat namenjam temi, ki je meni zelo ljuba in s katero se ukvarjam že kar veliko časa, še sploh pa zadnja leta, odkar sem postala mama, se mi zdi, da se to obdobje, da se je, bom rekla, to področje še bolj poglobilo in še bolj postalo nekako realno, zame resnično, in sicer povezovanje z notranjim otrokom. Ja. To je zanimiva tema, zame osebno, mogoče sploh v tem času, ki zdaj prihaja, to praznično obdobje, ko se zbujajo in radosti in pričakovanje in ta, bom rekla, magičnost praznikov, kot tudi tista, bom rekla, malo temnejša plat, ki je nismo najbolj veseli, ta turobnost, ki pride sploh že z jesenjo, listje odpada, nekako je vse golo, narava počiva in čas je, da si spočijemo tudi mi. In se mi zdi to zelo pomembno v tem času, da nekako lažje prebrodimo to obdobje, ko je veliko teme, ko je čas za veliko poglabljanja vase, tudi inventure našega življenja v zadnjem letu ali pa še dlje. In dajmo izkoristiti ta čas za to, da bodo, bom rekla, ne samo prazniki, ampak da bo ta konec leta za nas, bom rekla, bolj poln in brez nekih prehudih, bom rekla, depresivnih občutkov, ki nas vlečejo dol. Da ostanemo v tej notranji stabilnosti, ravnotežju, miru, obkroženi s tistimi, ki jih imamo radi in da si vzamemo res čas drug za drugega. In predvsem za svojega notranjega otroka. Stik z notranjim otrokom se mi zdi zelo pomemben tudi v odrasli dobi. Na to dostikrat pozabimo, ko nas posrkajo te vsakodnevne obveznosti, pričakovanja in družbe, pričakovanja, ki jih imamo mi do sebe, ljudi okoli nas in nekako pademo v ta vrtinec izpolnjevanja obveznosti in odraslega življenja, te resnosti, te togosti in pozabimo na radosti. In otroci so idealni za to, da nam pomagajo, oni so to srce, ki nam pomagajo, da se tudi mi povežemo s svojo srčno naravo, svojim srcem, svojo radostjo, kar je to je naša resnična narava. Ta radost v nas, radovednost, čudenje. Na to tako radi pozabimo. In to je ena plat biti v stiku s svojim notranjim otrokom, druga plat pa je seveda tista ranljivost, ranljivi del nas, ki smo ga občutili tudi kot otroci, če nismo bili seveda že zgodaj zatrti v izražanju. Z leti pa se mi zdi, da nalagamo plasti, zamer, krivde, jeze, žalosti, sramu. Veliko je občutkov, ki bi jih zdaj lahko naštela, ampak vse to je kot utež na naši duši, na našem srcu, ki nas vleče dol, ki nam jemlje energijo, ki nam jemlje radost do življenja. In če si ne vzamemo čas in se povežemo s tem delom sebe in začnemo razkrivati oziroma odlagati ta bremena, je lahko življenje potem res samo še niz enih razočaranj, niz, bom rekla, nekih slabih dogodkov, niz nekih porazov, no, vsaj tako lahko to doživljamo, če nismo povezani z našo resnično bitjo. In zakaj bi zapravljali življenje za to? Zakaj bi si dovolili, da nas te občutki odrežejo od naše resnične narave, od našega življenja, ki je v resnici kratko in a ne bi bilo lepo, da bi ga živeli s svojim polnim potencialom, da dihamo s polnimi pljuči in da izkoristimo vsak trenutek, da živimo v polnosti. Tako da povezovanje z notranjim otrokom se mi zdi zelo pomembna stvar, da lahko živimo svoj potencial. Da znamo biti s tem notranjim otrokom, da ga znamo potolažiti. Tako kot potolažimo svojega otroka, ali pa če delate z otroki, ali pa ste kakorkoli drugače v stiku z otroki, veste, kako pomembno je, ko je otrok v stiski, ko ima otrok svoje težke občutke, kako pomembno ga je pocrkljati, biti z njim, mu stati ob strani, ga potolažiti, mu dovoliti, da to vse izrazi. Tudi to je del, bom rekla, življenja, zorenja. In zakaj ne bi tega dovolili tudi sebi, da si damo čas za te občutke,
Tako kot so že v prejšnji epizodi govorila o tem. Tako da tole epizodo podcasta sem nekako namenila eni meditaciji za stik z notranjim otrokom, da boste mogoče lažje prišli v stik s sabo in s tem notranjim delom, ki je na eni strani radosten in mogoče je ta radost zakopana z vašimi ranljivimi občutki oziroma z vašimi občutki, ki so bili pokopani, zakopani, ker jih niste izrazili, ker ste jih potlačili, ker ste jih zaprli v kletko, ker ste mislili, da tega ne smete izražati, ker ste zato pač preresni, preodrasli, preodgovorni, da se to ne spodobi in da je treba vse reševati samo z glavo, z našim racionalnim delom uma. V resnici smo pa vsi ti mali zaklenjeni otroci, ki samo čakajo, da jim nekdo ponudi ramo, objem, podporo, roko in nam dovoli biti to, kar smo v tem trenutku, karkoli to je. In seveda ne moremo tega zahtevati vedno od ljudi zunaj sebe, lahko poiščemo pomoč, seveda lahko se naslonimo na ramo koga drugega, ki je v naši bližini, ki mu zaupamo, lahko je to terapevt, lahko je partner, lahko je starš, lahko je prijatelj, kdorkoli, lahko je višji jaz, višje sile, kakorkoli. Pomembno je, da se povežemo s tem notranjim delom, lahko smo pa tudi mi sami sebi najboljši starš od tega trenutka naprej. Če te izkušnje niste imeli do sedaj, skušajte zdaj, v tem trenutku, z mano skupaj zapreti oči in se povezati s tem svojim delom. Če imate možnost, zaprite oči, če ne je dovolj samo, da skušate čutiti to svojo notranjost. In si dajte samo namero, da skušate začutiti tega svojega notranjega otroka in da skušate začutiti, kaj ta vaš otrok ta trenutek potrebuje. Vprašajte ga, kako se počutiš, kako se počutiš, kaj se dogaja v tebi. In samo dovolite, da odgovor ali pa občutek pride na plan. Dajte mu ta prostor. In samo v tišini opazujte in čutite, kaj se dogaja v vaši notranjosti. In vprašajte to malo punčko, tega malega fantka, kaj si ta trenutek želi od vas. A si želi objem? A si želi, da ste samo tiho ob njemu in mu dovolite, da se zjoka? A želi, da ste steber, ko čuti močno jezo, ki bi jo rad izrazil? A bi se rad samo crkljal? Da mu namenite kakšne lepe, prijetne, spodbudne besede? Da ga pohvalite? Da mu poveste, da ga imate radi? Vse to lahko zdaj v mislih vi naredite. Svojo zavestjo, svojo energijo. Si predstavljate, da je pred vami zdaj ta vaš mali jaz, mali otrok, mala punčka. Vizualizirajte si sebe iz svojega otroštva. Mogoče se vam bo zgodil tudi kakšen spomin iz otroštva, ko ste kaj doživljali. Mogoče hudega, kar vas je vznemirilo. In dajte zdaj tej punčki, temu fantku, tisto, kar ste takrat mogoče želeli od nekoga drugega, bodi si od svojih staršev, bodi si od prijatelja, učitelja, kogarkoli. Vi imate zdaj možnost, da tega otroka objamete in mu poveste, da ga imate radi, da mu boste vedno stali ob strani, da ste tukaj zanj. V miru dihajte in samo vizualizirajte, kako se to dogaja, in opazujte, kaj se zgodi z otrokom
vašim malim otrokom, z vašim, bom rekla, otroškim jazom, v tem trenutku, ko ga objamete, ko mu date to pozornost, ko ga ugovorite s pozitivnimi besedami, ko ste njegovo, bom rekla, angelsko krilo, ki ga objame. V tistem trenutku začutite, kako se njegova energija razsvetli, kako se začne zbujati v njem radost, veselje, kako se mehča srce, vaše srce, srce vašega notranjega otroka. In ko ste zaključili s tem procesom, še enkrat objamite otroka in ga pošljite zdaj v svet in mu recite: varen si in vsakič, ko boš padel, sem tukaj zate. Vsakič, ko boš potreboval tolažbo, sem tukaj zate. Varen si in lahko svobodno odletiš. In ko ste pripravljeni, lahko odprete oči in mogoče boste v tem trenutku začutili lahkotnost svojega duha. Upam, da to je bila sicer taka kratka meditacija, en tak primer, kako izgleda to zavestno povezovanje z svojim otrokom, notranjim otrokom. In ko že samo naredite eno tako kratko vajo, če rečem temu vajo, ali pa to povezovanje, samo zavestno se spomnite, da ste lahko danes vi starš temu svojemu otroku in da vam ni treba zameriti nikomur, ker vam ne daje tega, kar si vi lahko date. Že to je ena taka osvoboditev, da ste vi odgovorni, da ni odgovornost nekaj težkega, ampak je lahko tudi nekaj osvobajajočega. Ker imate vi ta ključ v roki, ki lahko odklene svoje srce, vaše srce. Nihče drug. Drugi nam lahko seveda pri tem pomagajo, ampak najbolj nam pomagajo tisti, ki nas obrnejo vase, ki nas spomnijo, da imamo mi v sebi ta ključ, da mi v rokah svojih držimo svoj ključ, ki lahko odklepa naša vrata. Tako da toliko na kratko o tem povezovanju z notranjim otrokom. Jaz upam, da vam je mogoče kanček tole pomagalo. To je moj način, ki ga najbolj čutim, ki ga skušam zavestno tudi prakticirati v svojem življenju. Moram pa reči, da tudi moje življenje z mojo drago hčerko in možem mi zelo pomaga pri tem, da se povezujem tudi na druge načine, seveda z igro, predvsem z, bom rekla, temi vsakdanjimi trenutki sreče, preprostimi. V bistvu so, bom rekla, je radost čisto v preprostih rečeh. Ne potrebujemo velike stvari, ne potrebujemo velikih dogodkov, ne vem česa, da začutimo to radost. Včasih je to samo sedenje in biti drug z drugim in živeti, dihati in biti drug drugemu, bom rekla, v oporo, biti drug drugemu srcem naklonjeni, prisotni. To se mi zdi zelo pomembno v odnosih. Tako da toliko v tokratni epizodi podcasta Inspiracija. Jaz upam, da vas je inspiriral ta podcast oziroma ta epizoda. In želim vam lepe praznike, želim vam lepo obdobje konca tega leta. Se verjetno še kaj slišimo še prej. Pred zaključkom pa vendar izkoristite ta konec leta za trenutke radosti, trenutke tega radostnega čudenja in lepih stvari.